V bližini Slovenj Gradca je bila zapuščena kmetija s poldrugo stoletje starim koroškim skednjem. V ateljeju Styria Arhitektura so prepričali investitorje v revitalizacijo skednja. Nastala je hiša v skednju, ki navzven ohranja značilnosti podeželske arhitekture, znotraj pa preseneča sodobnim ambientom. V čudoviti naravi, kjer se pisani travniki vzpenjajo proti gozdu, je desetletja sameval star skedenj. Zakonca, ki sta kupila parcelo, sta sprva razmišljala o rušitvi objekta in gradnji nove hiše. Arhitekt David Mišič pa je v stavbi prepoznal neprecenljivo kulturno identiteto in lastnikoma ponudil drugačno, izvirno rešitev. Seveda nas je najprej navdušil ta izredno lep odprt prostor z izrazito lepimi pogledi na vzhodno pobočje Pohorja, na Uršljo goro, na Peco in izredno lepa, izrazito oblikovana pokrajina z odprtimi pašniki, z sadovnjaki. Na vrhu pobočja tega grebena je stala 100 let stara lipa in pod njo pol drugo stoletje stara kašča. Sama kmetija, ta osrednji bivalni del kmetije je bil porušen, ostal je pa zgolj samo še tale skedenj. In ta je predstavila za nas tisto prvobitno izhodišče za načrtovanje novega bivalnega okolja in hiše. Primarno želja in pričakovanja investitorja je bila, da bi hiša bila sposobna ujeti vse te vedute, ki se odpirajo iz tega grebena. Drug pomemben kriterij je bil povezava bivalnih prostorov z terasami in preko teras ustvariti ta prehod v krajino. In ne nazadnje potem tudi vzpostaviti eno sodobno, današnjim časom in standardom skladno gradnjo bivalnih prostorov. In to so bile za nas prva izhodišča. Star lesen objekt je sprva stal 60 metrov niže kot danes. Arhitekti so predlagali, da se skedenj preseli na ugodnejšo pozicijo z boljšim razgledom. Veliko vlogo pri prestavitvi je odigral zelo zahteven poseg obnove kamnitega podstavka, na katerem je skedenj stal, in pa tudi 200 let stara lipa, ki se nahaja na hribčku za nami, ki ustvarja tak zelo prijazen mikroambient za novo hišo. Selitev stavbe ni bila takšna, kot to vidimo v ameriških filmih, kjer hišo spodrežejo in prestavijo drugam. Temveč je bilo treba cel objekt razstaviti in nato sestaviti na novi lokaciji. Že pred pričetkom prenove oziroma razstavljanja objekta so bili pripravljeni zelo natančni načrti, kako to narediti. Torej, cel skelet je bil razstavljen, skrbno numeriran in očiščen, posledično pripravljen tudi za novogradnjo kasneje. Ko je bil skelet sestavljen, smo naredili zidan podstavek objekta in nato postavili leseni okvir skeleta s streho. Nato pa so začele intervencije montažne gradnje znotraj, kjer smo umeščali fasadni ovoj, zasteklitve, sekundarno streho in pa seveda potem tlaki in pa finalizacija, ki sledi. Med gradnjo hiše skednja niso niti skrajšali, niti podaljšali. Ohranjene so proporcije, velikosti rastrov, dolžina objekta. Nekoliko je sicer prilagojena streha oziroma širina objekta, namreč v kasnejših fazah so gospodarski objekt dograjevali takrat in so severno streho spustili skoraj do tal, da so dobili dodatne gospodarske površine, ki so pa sicer odveč. Čeprav se skednji večinoma ne uporabljajo več na enak način kot v preteklosti, ostajajo pomemben del tradicionalne stavbne dediščine. Glejte, kozolci in skednji so pravzaprav z sodobnim kmetovanjem izgubili svojo funkcijo. In so danes v slovenskem krajinskem pejsažu samo še eni objekti, ene kulise, ki imajo pa zelo intenziven emotivni naboj. Vsi ga doživljamo kot v vseh proporcijah in materialih in gradivih kot nekaj lepega. Nas je pa pravzaprav vznemirila ta ideja
kako pa ti objekti, ti kozolci, ki jih ponavadi vedno opazujemo samo od zunaj, kakšen potencial imajo od znotraj navzven. In to se nam je zdela ena sinteza te osnovne ideje, da z bivalnim okoljem znotraj skednja, ki ima izrazit skelet, da v okvirih teh skeleta ujamemo te vedute navzven. In to se mi zdi, da je bila neka ključna formula pri tem projektu. Pri izdelavi tlorisa hiše je arhitekt upošteval zlasti vedute oziroma poglede v pokrajino. Poleg tega si je prizadeval, da bi hiša sledila ciklusom letnih časov. Namreč za temi podaljšanimi napušči, za temi poglobljenimi terasami, ki so v arhitekturi slovenske podeželske stavbe imele nekoliko plitkejšo formo, za temi globokimi terasami, smo pač ustvarili ene ambivalentne prostore, ki delujejo pozimi kot še podaljšan notranji prostor in poleti kot zunanji prostor. Predvsem pa je bilo pomembno slediti tudi temu dnevnemu ciklu, se pravi spalni prostori so orientirani na vzhod, kjer nas sonce prebuja, medtem kot čez dan je bivalni del, tale dnevni prostor in delovni prostor, atelje v mansardi je umeščen v centralni del stavbe, ki ima zenitalno svetlobo od odzgoraj. In potem popoldan, tisti večerni del, je pa orientiran proti zahodu, tako da nas dejansko sonce spremlja od vzhoda do zahoda in program hiše sledi tej dinamiki. Lastniki dostopajo do doma tako, da se z avtomobilom pripeljajo v spodnjo etažo. V kletnem delu hiše so poleg garaže tudi apartma za goste, vinska klet, garderoba, avla in notranje stopnišče, preko katerega se podajo v bivalni prostor ali še nadstropje više v galerijo. Za obiske pa je dostop v hišo na nivoju pritličja. Zlasti vabljiva je galerija, ki je preko transparentne steklene ograje vizualno povezana z bivalnim prostorom. Lastnica, ki se ukvarja s slikarstvom, je želela v galeriji fleksibilno zasnovo in dobre svetlobne pogoje za delo. Tule v zgornjem delu je nastal en prostor, ki v prvi vrsti funkcionalno ni bil čemu namenjen. In jaz sem z veseljem si ga spremenila v svoj kotiček, kjer slikam, kjer delam. Prilagodili smo tudi svetlobo. In to je nadsvetloba z mlečnim steklom, ki ne ustvarja senc, kar je idealno za slikanje. Lastnica je bila glavna opremljevalka interierja. Z možem sta se odločila za najsodobnejše gospodinjske aparate. Pri opremljanju s pohištvom pa sta vse skozi razmišljala o tem, kako ohraniti viden skelet starega skednja. Nismo hoteli zasenčiti tega lepega starega lesenega ogrodja. In zato je v bistvu zadeva narejena zelo nevtralno in zelo harmonično. Ogromno smo pravzaprav delali po meri, smo imeli dobrega mizarja, ki nam je res večji del naredil zadev po meri. Ostalo so pa s soprogom hodila okrog po trgovinah, izbirala, primerjala, s sabo imela vzorce in tako naprej. Tako da je bilo kar pestro in zanimivo tisto pol leta, ko smo opremljali. Gospo Brigito smo vprašali, kateri del hiše ji je najbolj pri srcu. Na splošno bi težko enega izločila, zaradi tega, ker tudi soprogom dostikrat rečeva, da ne bi nič spreminjala, da smo sem super zadovoljna. Pa če bi pa izvzela, mogoče kopalnica in spalnica, ker je pač vse v enem in je super funkcionalna in lepa. Elegantna podeželska hiša ima tudi skladno urejen vrt. Ta se nekoliko razlikuje od vrtov, kakršne so nekoč poznali ob hišah na podeželju. Ja, včasih je prevladovala gospodarska funkcija v vrtovih kmečkih, tudi v našem primeru je bilo tako. To se da videti tudi na teh obstoječih sadnih drevesih tu na južnem pobočju. Vendar pa je zanimivo, da se tudi v starih kmečkih vrtovih vedno pojavlja tudi ta okrasna funkcija. Tako da se pojavljajo že tudi določene parkovne vrste. Že tudi pred več kot 100 leti vemo, da se pojavlja pri nas recimo vrste kot so španski bezeg,
japonska kerja, hortenzije in podobno. Torej vrste, ki smo jih uporabili tudi tukaj v tem projektu. Krajinski arhitekti pri snovanju vrtov veliko pozornosti posvečajo drevesom, ker ta dajajo ogrodje in značaj vrtu. Na zemljišču ob hiši so med pomembnejšimi akterji divji kostanji, ki že na dovozu pozdravljajo domače in obiskovalce. Značilnost tega projekta v trenutku, ko sem se vanj vključil, so bili ti oporni zidovi, te horizontalne poteze opornih zidov, preko katerih se objekt vpenja v krajino. Z načrtom smo te poteze z temi živimi mejami, ki potekajo po robu teh opornih zidov, še nekoliko poudarili. Drevesa so pa potem nek kontrast tem horizontalnim potezam, drevesa kot vertikalni elementi in dejansko potem skupaj to gradi to ogrodje vrta. Bliže, ko smo hiši, več je parkovnih rastlin, kot so bodika, magnolije, rododendroni, in bolj, ko prehajamo na obrobje vrta, več je avtohtonih rastlin, kakršne najdemo tudi v gozdu. Tudi skrbno pokošeno trato postopoma zamenjajo travniške cvetlice. Tako se vrt počasi zlije s pokrajino.